Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte 19. novembra dejal, da je danes v svetu vojni. Jezus pa joče nad svetom, ki ubija in ne dojame poti miru. Tudi danes Jezus joče, ker smo izbrali pod vojne, pod sovraštva, je dejal sveti oče in nadaljeval. Približujemo se Božiču, ko bomo imeli lučke, zabave, osvetljena drevesa, jaslice, vse bo okrašeno. Svet pa se bo še naprej vojskoval. Svet ni dojel poti miru, je sveti oče zatrdil med homilijo. Spomnil je na nedavne spominske slovesnosti v drugi svetovni vojni, na bombe nad Hirošimo in Nagasakijem, na svoj obisk sredi polja lansko leto. Nepotrebni pokoli, je uporabil besede Benedikta XVI. Papež je ob tem postavil vprašanje, kaj ostane od vojne, ki jo živimo sedaj. Ruševine, na tisoče otrok brez šole, mnogo nedolžnih žrtev. Enkrat je Jezus rekel, ne moremo služiti dvema gospodarjema, ali Bogu ali bogatstvu. La guerra è proprio la scelta per le ricchezze. Facciamo armi, così l'economia si bilancia un po'. Vojna pa je ravno odločitev za bogatstvo. Gospod je izrekel hudo besedo, prekleti, kajti rekel je tudi, blagor tistim, ki delajo za mir. Ti, ki povzročajo vojno, ki se vojskujejo, so prekleti, so zločinci. Vojno se lahko upraviči med narekovaji z mnogimi razlogi, a ko je ves svet v vojni, tako kot danes, ves svet, je to svetovna vojna po koščkih. Tu, tam, vse pa vsod. Zato ni opravičila in Bog joče, Jezus joče, je bil jasen sveti oče. Medtem ko trgovci z orožjem opravljajo svoje delo, obstajajo ubogi delavci za mir, ki samo s tem, da pomagajo eni osebi in drugi in spet drugi, dajo življenje. Kakor je to počela mati Terezija iz Kalkute, proti njej bi lahko s cinizmom mogočnih rekli, pa kaj je naredila ta ženska, svoje življenje je porabila za to, da je ljudem pomagala umreti. Ne razumemo poti miru, je dodal papež Frančišek. Ob koncu homilije pa še dejal, da bo tudi za nas dobro, če bomo prosili milosti oka za ta svet, ki ne prepozna poti miru, ki živi, da bi se vojskoval. Prosimo za spreobrnjenje srca, ravno pred vrati jubilejnega usmiljenja prosimo, da bi naše veselje, naša radost bila milost, da bi ves svet ponovno bil zmožen jokati zaradi svojih zločinov, zaradi tistega, kar povzroča z vojnami, je poudaril papež Frančišek.